Dragi Božji prijatelji, dragi sestre, dragi brati v Kristusu, ta prihodom nas je pozdravil sveti Anton Padovanski. Po izročilu naj bi bil to svetnik, ki pravi, da je največ obudil od mrtvih zgodovini, kar 25 primerov naj bi bilo izpričanih. Pa vendar Jezus pravi vsem nam, mrtve obujajte. Govori meni, tebi, vsakemu od nas. Kot svetemu Antonu govori vsakemu od nas. Najprej, da prebudimo svoja mrtva srca in svoje družine za molitev, za ljubezen, za dobroto. Za vse to, kar nas Gospod vabi. Da obudimo to, kar je mrtvo v nas. Pa vendar Bog zmore, ker On to dela, ne ker mi delamo, zmore danes vse, kar je delal pred 2000 leti. Vstavi, živi Gospod Jezus, zato ker On živi, ker je vstal, ker je On resnica, ker ne laže. In govori to danes za naš čas od svojih prijateljev, apostolov v takratnem času. Mrtve obujajte, hude duhove izganjajte, gobave očiščujte, pravi znamenja mojih učencev, nove jezike bodo govorili, torej v moči duha. Če kaj strupenega izpijejo in ne bo škodovalo, da bolnike bodo roke polagali in ti bodo ozdraveli. Kdo je Jezusov učenec? Ali je samo papež, pa škof, pa duhovnik Jezusov učenec? Ne. Vsi kristjani, vsak je krščen in Jezusov učenec. In ima Jezusovo moč, da lahko v moči vere dela te stvari. Bogu na čast in slavo. Ne v svojo, ampak v Božjo čast. Gospod želi, da se dovolimo, da smo njegovo voljno orodje, da On deluje skozi nas. Najprej seveda z ljubeznijo, služenjem, dobroto, potem pa tudi vse to, kar govori v Evangeliju. In seveda na prvem mestu je ljubezen. Dragi Božji prijatelji, ko smo danes tukaj, posebno na kratko, darila govorijo o čistosti, o svetosti, prav tako nedeljska darila in Evangelij, boste našli v tem. In danes je čudovita svetnica sveta Angela Medriči, ki je želela pomagati mladim. Posebej mladim v nevarnosti, mladim na obdobju, mladim, ki so bili završeni. In gotovo drži, kar pravijo, da Marijo Medžugorju, čeprav še ni uradno priznano, pa vemo, da Janez Pavel II, da je globoko verjel v pristnost Medžugorja. Podobno zadnja dva papeža imamo te neke informacije. Ampak uradno vemo, še ni priznano. Pa kljub temu vemo, tudi če tisto ne bi bilo pristno, osebno sem prepričan, globoko, da je. Pravi, da mladi so danes zelo težki situaciji. Potrebujejo našo molitev. In prav tako mlade družine, mladi pari, potrebujejo še naše molitve. In vemo, dragi Božji prijatelji, Devica Marija vabi mladi, me slišite, in drugi, in vsi drugi, ne samo mladi. Devica Marija vabi tudi danes po popolni čistosti do poroke. Tiste poroke pred oltarjem, po popolni čistosti do poroke. Devica Marija vabi. Prva stvar. Druga stvar. Devica Marija vabi, dragi prijatelji, popolna zvestoba v zakonu. Popolna zvestoba v zakonu. In zakon po Božjem načrtu je skupnost očeta, matere in če in kolikor Bog da otrok. Tretja stvar in seveda otrok potrebuje očeta in mamo. Seveda potrebuje. In tretja stvar, kar Devica Marija vabi, popolno odprto za življenje, nova življenja, nova rojstva, od prvega trenutka spočetja pa vse do naravne smrti. Se pravi, tudi eutanazija ne pride v poštev. In še marsikaj drugega ne. Od prvega trenutka spočetja vse do naravne smrti.